Lepo pozdrav vsem skupaj, moje ime je David. Dobrodošli nazaj na Royal Lifestyle kanalu, še zadnjič letos posnetek. Prvo kot prvo, hvala vsem, da smo prišli na 100, res hvala iz srca, res, da ste mi še bolj polepšali ta december. Ker itak jaz sem vedno pozitiven in še da ste mi to polepšali, pač hvala vsem, res hvala, od prvega do zadnjega. V glavnem, danes tematika, rad bi govoril z vami o mindsetu. Še enkrat, ključ, dobesedno ključ za uspeh. Lahko si kar želiš, ampak če ni mindseta, nastane težava. In poglejmo kakšno. No, prvo kot prvo bi rad povedal, da ta informacija ni moja, nisem si jaz izmislil, to so samo informacije, to kar vam zdaj povem, od osebe, ki mi je povedala. Jaz sem samo se naučil, oziroma sem poslušal uspešne ljudi in to mora vsak početi, kdo si želi biti uspešen. Ker, glejte, v najtežjih trenutkih, če imaš mindset, ker si slišal določene stvari, kar ne boš slišal v šoli, ti bo pomagalo. No pa gremo vedeti, zakaj se gre. 98% ljudi na svetu so pesimisti in realisti. Zdaj, pesimisti je on, ki bo nekaj začel, recimo, ne vem, neko pot kariero, bo šlo kaj slabega, sem vedel, da se bo to zgodilo, sem vedel, da bo to šlo slabo, sem vedel, da to je natek, sem vedel, da to ne deluje, sem vedel, da se bo to zgodilo. To so pesimisti. Pa imamo realiste. Realist je on, ki nekaj štata, recimo spet primer, in si da nek cilj, ampak reče, ja lej, več kot lepa ne bom mogel. Več kot to stopničko ne bo šlo. Pač nekaj lej, jaz sem pač, sej veš, no, jaz nisem bil dober v šoli, matematika 3, pač lej, ne, makje, pač ne, to so realisti. In potem 2% ljudi so vizionari. Vizionar je tisti, ki se pa da nek cilj, in tudi ko ve, da je visoka stopnička, reče, jaz bom dosegel, ne glede, kar mi rečejo drugi, ali pa ne glede, kakšno ceno moram plačati. To je vizionar, ne? In te nič ne ustavi. Ampak zgodi se pa ena velika težavica. In težava se zgodi točno v trenutku vse, kar nas obkroža. Starši, prijatelji, sorodniki. Kaj se dogaja? Si vizionar, imaš nek cilj, fokusiran, naspediran, zdaj bom jaz to, drugo, tretje, mindseta nisi natreniral, nič nimaš pojma, ful, jaz pa čem, da bom uspel, poveš doma, pa ti rečejo, ti ne boš uspel. Si znižaš cilj. Poveš prijateljem to, jaz bom začel kariero, to, drugo, tretje, eni ti rečejo, super, drugi ti rečejo, ne, ti si pač, ti si malo, ti si vizionar, ti si pet se ustreliti, pet se ustreliti, ti rečejo. Kar tudi taki se najdejo. Ok, si znižaš cilj, si ga znižaš, toliko si ga znižaš, da postaneš iz vizionarja, kar ni vsak vizionar, postaneš realist. In ko postaneš realist, nažalost, postaneš realist, nimaš več unga cilja visokega in iz realista postaneš pesimist. Poznam dosti prijateljev, ki je tako končalo. Dosti ljudi poznam. Pač žal mi je za njih, res. In ko se vrneš pesimist, pač se vrneš v, ne vem, si imel sanje postati profesionalni trgovalec, najboljši trgovalec, odpreti trgovino, tenis, bilo kaj, ne? In pol, vse so imeli prav, moram imeti končati to šolo, da si najdem službo in da začnem delati in služim mesečno, ne? In to se pač dogaja, ne? Meni je to žalostno, to je taka škoda. Ker če bi te osebe imeli mindset, to se ne bi zgodilo. In zdaj vam povem zakaj. Ker če ti imaš mindset in veš tvoj zakaj, in ne glede kdo ti reče in kaj in kako, da ti reče, da nimaš tle ovir, ker naš podzavestni je vedno tista zadeva, ki nas muči, ne, ponavadi. Če ti imaš tak mindset, da če si fokusiran, da mi bo uspelo doseči to pa to v lifeu, ne glede kaj moram plačati, ali je to mama ali pa oče, da mi to pove, nema veze. Oni imajo prav. Oni lahko povejo, kar želijo. Zato vsak lahko pove, kar želi. Je tako, ne? In če imaš mindset, te nič ne ustavi. In takrat ste zmagali. Zato je zelo pomemben mindset. Zato, dosti ljudi res poznamo, ogromno vizionarjev, ampak če ni mindseta, je džabe. Ker vedno vas bo kdo pocukal za rokav. Mene so tudi cukali za rokav, tako so me cukali, pa se nisem dal, ko pa mindset je prišel, pa sam gotovo. Tako, zdaj pa tako. Ne mora niti primiti več majice, prav, tako, kot da jih ni.
Me hočeš povleči dol? Te ni več v mojemu lifeu. Konc, na stran. Tak pač je life. Konc, te ni. Ker jaz pesimistov ne rabim. Jaz si želim samo z pozitivnimi ljudmi graditi odnose, ali lahko so to poslovni, prijateljski, nema veze. Pesimiste stran. Dobesedno. Nisem jaz coach, da bom jaz le učil ljudi, le moraš se spremeniti. Ja, sem želel to delati, priznam, sem želel pesimiste dvigniti. Ne, potem sem videl, koliko energije zgubljam z ljudmi, koliko energije sem zgubil in na koncu si dosegel 1%, si misliš, a res je to, kar moram doseči? Ne, je pa res. Ko nekdo je vizionar, je ogromno vzponov in padcev, to je res, jaz tudi priznam, jaz delam na svoji karieri 2 leti na temu. Vzponi in padci so, definitivno, ampak to pa je ključ mindset. In dajte se vprašati v življenju, kakšen je vaš dream? A imaš dream life? Ampak realno dream life? Vprašajte se sami v tem trenutku, če ga nimaš, kakšen mora biti tvoj popolno life. Ja, ta slovenščina, bomo začeli kmalu slovaško govoriti, po mojem bo boljše, ja. Ampak on ne zna niti ne besede, tako da, ok, next, še enkrat. Ste se vprašali, kdaj je vaš dream life? Kakšen mora biti? Ampak realno, ne da se slišim tle dosti denarja, biti bogat, ne, hočem, ker tudi če jaz vam znam toliko denarja, če ne najdeš tvojega, zakaj ne boš srečen? Kaj bi moglo biti, da si srečen? Poleg družine pa vse to, ok, to ja, ampak kaj je moglo biti, da si ti srečen do konca tvojega dneva? To sem se jaz vprašal, ko sem začel mrežni marketing, ker so mi pač, tako so nam postavljali vprašanja in sem se res vprašal. Moj dream life danes je imeti čas in denar, prepotovati se v svet in če želim jutri iti na Škotsko ali pa na Irsko ali pa na Fidži in biti tam, koliko meni paše. To je to. Nikoli moj dream, da bi imel milijarde. Ni, pač meni. Vsak ima svoj dream. Samo dajte se vprašati. Vsak ima svoj dream life. Jaz verjamem, da se vam zdi čudno to vprašanje. Ja, to je zdaj že sanjanje. Sanjanje? Zakaj sanjanje? A da to sanjamo zdaj, ali kaj bi rekli? Ja, to so sanje. Zakaj sanje? Ljudje mislijo, da so sanje. Zakaj? Ker to so nas v šoli naučili tak. V šoli kaj nas učijo? Kaj učijo v šoli? Poleg vsega dobrega znanja, ki dobimo, res, pač brez šole pač si lolek. Če nimaš osnovne in ne znaš 1+1 in ne znaš enega jezika, pač si lolek, ja, šola je pomembna. Ampak kaj uči šola? Šolstvo. Da se izobraziš, da končamo šolo, dobiš list in greš delat. Je tako? Po navadi. To se dogaja vsakodnevno. A učijo v šoli kdaj o dream lifeu? Jaz odkar sem v šoli nikoli slišal. Nikoli. Ampak šola ni kriva, da ne bo pomote, šola ni kriva. To je pač sistem tak, to je sistem v ozadju tak narejen. Ok, to je sistem tak. Ker če bi vsi vizionari, če bi vsi na mindsetu, ne bi noben danes gradil šole, pa gradil stavbo, pa tle danes, pa vsi bi bili zdaj pametni, pa bi rekli, jaz hočem tudi best life, Mora nekdo pač rihtati ceste, nekdo prodajati sadje zelenjavo, Tako pač je life. To je pač tako narejeno. Ampak kam hočem povedati, ne si zaplet oči in reči to so samo sanje. Nič niso sanje. Je res, ni lahko imeti denar in iti na Fidži, biti tam en mesec. Ni lahko. Da se strinjam z vami, ki bi vsi rekli, Fidži je v oceani, Ni pa niti lahko delati 40 let po 8 ur na dan. A je tako ali ne? Sami se odgovorite na vprašanje. Jaz sem svoj zakaj, jaz sem sprejel odločitev pred 2 leti, da če bom jaz delal 8 ur na dan 40 let in še posebej še kaj, da me ne veseli, ali pa da delam lih uno, ker moram poslušati istega šefa vsak dan. Meni to ni life. Meni. Vi ne želim, da zdaj kot jaz, tle rečete, ja, tudi jaz zdaj hočem tako, vprašaj se še enkrat, kakšen mora biti tvoj best life. In na to, kar si sami odgovorite, pol ste zmagali, ampak treba pol delati na temu. Ne glede kaj, ker vsak ima svoj zakaj, vsak od vas je različen, noben ni kot jaz nisem kot nekdo drug, vsak ima svoj zakaj, ampak dajte si res dopustiti, da uresničite to, kar si želite. Ker enkrat živite in vsak si zasluži najboljše na tem svetu. In zato sem jaz danes želel pošerati to informacijo, podeliti nekaj pozitivnega, ma ne samo pozitivnega tako, ampak
nekaj smiselnega z vami, da mogoče komu pomaga razčistiti svoj zakaj, ker na koncu odločitev je samo vaša, moja ni, jaz sem svojo že sprejel. Ampak še enkrat, nič ne pričakujem v zameno, če pa kaj dobim, kako zahvalo, to je pač meni the best. No pa zakaj ne pričakujem nič v zameno, je zato, ker če bi jaz le zdaj pričakoval, pa da ne dobim, pa spet pade morala. In tudi to je proces mindseta, ki je povezan v vsej tej izobrazbi, ki sem dobil. Kje lahko dobite mindset? Recimo na YouTubeu, ogromno teh je, kaj najdete, dovolj napišete mindset, 10 minut na dan, če pogledate, jaz sem približen, da v naslednjih 12 mesecih, če ste vizionarji, pa na nečem ustajate, vam bo definitivno pomagalo in mi boste bili hvaležni, da ste šli poslušati profesionalne osebe, ki so uspešni v lifeu. Jaz sem daleč od njih, se samo učim od njih in zato danes sem želel tudi podeliti z vami to informacijo. Drugače pa lahko vam tudi jaz povem, z veseljem vam povem na vsa vaša vprašanja, karkoli, če je kakšna težava, vam z veseljem odgovorim, zato ker samo iz svojih izkušenj, kar sem dal čez v toku teh let, lahko res podelim z vami. In gledajte, končuje leto 2020, ne? Končuje leto 2020, je bila korona, ne bom rekel, da na začetku, da mi je bilo fajn, ampak na srečo mindset, da pridobijam ta znanja, mi je pomagalo na osebni rasti, na razvoju, na disciplini, na vztrajnosti, na veri. Tako da jaz sem prepričan, da bo leto 2021, ne glede kaj se bo zgodilo, kaj bo s korono, noben ne ve, ampak bistvo je to, da vemo svoj zakaj. To je ključ v lifeu. In to vas bo peljalo do vašega cilja. To vas bo peljalo do vašega cilja, ne glede koliko prepadov bo na levi strani, pa na desni, pa malo na levi, pa malo na desni. Vsi si zaslužite en boljši jutri, živeti vaš life, kako si vaša duša, vaše srce želi. Dajte pokazati sebi, kdo ste. Ker samo enkrat na leto imamo rojstni dan. Ne vračamo se nazaj, ampak leta grejo naprej. In če ne bomo zdaj kaj naredili, pa kdaj, jaz vedno rečem. Tako da, res en lep preostanek leta 2020, ohranite zdravje, srečo, ljubezen, ostanite z vašimi najdražji, s prijatelji, z družino in bodite hvaležni. Dajte biti res hvaležni za to, kar vse imate. Oziroma, kar imamo. Ker nekateri nimajo možnosti niti imeti videokamero pred sabo, pa kje še dom, pa hrano in pijačo. Tako da, hvaležnost je tudi proces mindseta, to je to. Jaz vam želim, da se dobro, ohranite zdravje. Royal Lifestyle vas pozdravlja in mi se vidimo z novimi zmagami na poti. Tako da gremo rasturati dalje, mi se ga vidimo v letu 2022.